Vprašanje v bistvu pa je, ali že imate pripravljen načrt in ekipo za učinkovito vodenje mestne občine, torej ne vprašujemo po konkretnih imenih, če jih nimate, ampak ali že imate svoj načrt in neko vizijo ekipe, ki jo boste angažirali za vodenje mestne občine v tem operativnem smislu, ne? In pod vprašanje, zelo pomembno, ali ste naklonjeni temu, da se za vse pomembne projekte posvetujete z občankami in občani, oziroma izvedete tudi referendumsko odločanje pred izvedbo pomembnih projektov in podpisi pogodb v izvedbi takšnih projektov. Predlagam, da gospod Rožvarin, izrečete zdaj. Hvala. Ja, vsekakor vizija mora biti, ne samo vizija, tudi energija, kot sem že prej povedal. Vse je odvisno od ekipe, ki jo imaš najprej vsekakor v občinski upravi z strokovnimi sodelavci. Tudi mi imamo na listi kandidatov iz vseh področji ljudi, ki so iz kmetijstva, živilstva, podjetništva in vsekakor tudi ne nazadnje, brez vsake skromnosti, tudi do gospodinje ali šivilje, tudi takšne je potrebno imeti na seznamu. In potem vsekakor sestava mestnega sveta. Od mestnega sveta je veliko odvisno, da se te vse naše prioritete, programe, ki jih imamo, da v neke prednostne in izvedljive rešitve. Ptuj pa vidim z razvojem, z povečanjem nastanitvenih kapacitet, ureditvijo mesta, kot sem že omenil nocoj, povečanjem poudarek na turizmu, z vso našo zgodovinsko in arheološko dediščino, kjer nas čaka še veliko dela in vlaganj za naše odkrivanje in predstavljanje vseh teh depojev. Hvala. Nuška. Hvala lepa. Ja, našo vizijo smo si mi nekako začrtali tudi v programu, ki smo ga zapisali. Seveda vsak program, ko ga pišeš, že razmišljaš tudi o tem, kakšen profil kadra potrebuješ, da boš to izvedel. Program je seveda cela paleta nanizanih stvari, ki jih tudi potrebuje. Nekatere so bolj na dosegu roke, za nekatere se bo potreba seveda malo bolj potruditi, oziroma so časovno mogoče malo bolj oddaljene, ampak je pa vsekakor potrebno začeti tiste prve začetne korake, ker čez noč itak vemo, da nič ne nastane, nič se ne zgodi. Kar se tiče pa referendumskega odločanja, jaz mislim, da je kar neka rdeča nit te kampanje postalo tudi to, da vsi kandidati govorimo, da se bomo odpirali navzven. Tako da jaz pričakujem, da mogoče niti ne bomo potrebovali referendumov, da bo dovolj, če bi mi pred vsakim pomembnejšim posegom v prostor predtem sklicali mogoče javno tribuno, na kateri bi predstavili ideje, izmenjali mnenja, poslušali ljudi, kaj imajo za povedati. Jaz verjamem, da med 10 predlogi je sigurno vsaj 5 takih, o katerih je potem vredno tehtati in premišljati. Definitivno stavim na ta dialog z javnostjo, in jaz mislim, da se kar temu zavezujem. Hvala lepa. Štefan. Torej, kar se tiče uresničitve ustanovitve pokrajin, mislim, da imamo župana za predsednika vlade. Sam je verjetno izkusil mnogokrat, kaj pomeni prevzemati na breme vse regionalne inštitucije, to, kar se je zgodilo nam, torej občina z 80 000 ljudi razpade na 16 občin in slabe 24 000 ljudi vzdržuje zdaj največji kulturni biser slovenski. In torej brez pokrajin tega ne bo šlo. Če se vrnem na funkcijo župana, bom vsekakor vztrajal, da se Združenje mestnih občin zopet vrnem na pozicijo koordinatorja lokalne samouprave in regionalizma in s pomočjo Združenja mestnih občin, seveda, če ne drugo, v 4 letih vsaj uresničiti ustavno odločbo, ki govori, da je zakon o lokalni samoupravi potrebno popraviti za mestne občine in za mestne občine zagotoviti seveda več pristojnosti in virov. Kar se tiče seveda referendumskega odločanja, torej tu je zakonodaja jasna, statut je jasen in seveda, če bo želja, potreba in pobuda,
strani tistih, ki so predlagatelji referenduma, je župan zgolj tisti, ki to mora uresničiti in torej sploh ni dileme, če bo ta potreba. Strinjam, verjamem pa, da je torej v preteklih 12 letih ni bilo te potrebe in verjamem, da v naslednjih 4 tudi ne bo. Hvala lepa. Igor. Jaz mislim, da imam najboljšo ekipo, ki bi lahko vodila ta Ptuj. To je nekaj posebnega, to ni enega človeka, ki je bil ne v lokalni, ne državni politiki, lahko pogledate listo. Jaz sem samo provizorično na zadnjem mestu, da nekako simbolično podprem to listo. Jaz pravim, tudi če ti nimate druge izbire, ko ga vodite listo, to je naš. Zdaj bom pa rekel, zakaj. To je nekaj novega, to je unikum, to je nekaj posebnega v Sloveniji. Iz ljudske iniciative, ki vsi podpiramo te ljube ljudske iniciative, na koncu pa smo videli, zbrali smo 5000 podpisov, pa niti nas niso pustili, da bi se sedli. Ampak ta energija, ki je bila takrat zbrana okoli dreves, pa če se zbere 5000 ljudi na eni minimalni točki, da imajo tisti skupni interes, da te drevesa ne ostanejo spravljene, je to fantastična stvar. In ta energija se bo zdaj na lokalnem nivoju, jaz pravim, spremenila v neko politično moč. Jaz upam, da bo ta energija vdarila prek meja te občine. Ker res, to ni v Sloveniji, če nam ne bo uspelo možno, da nam ne bo manj, kot do zdaj vse v Sloveniji, do zdaj, kar živim, na nek način uspelo. Jaz sem zadovoljen s svojim življenjem z vsem. In kar sem se lotil, mi je na nek način uspelo in mislim, da bom tudi to listo uspel pripeljati. Ekipo imam, ko ste prej rekli, jaz imam ime za župana, žal to nisi ti. Za podžupana bom rekel, to je normalno, ampak danes se ne morem povedati, jaz mislim, da imam najboljšo ekipo. Hvala. Hvala lepa, Igor, ja. Dejan. Hvala. Ja, dejansko ekipa, jaz sem relativno mlad v politiki in v ekipi SMC-a in je dolgo član, se pravi stranke, ampak z ljudmi, s katerimi sem začel sodelovati, v njih vidim dejansko samo dobro. Vemo, da so in visoko izobraženi, vemo tudi, da imamo podporo iz centra stranke, tudi ministrstva so na naši strani. Se pravi, ta del, bi rekel, je trden temelj. Sicer pa jaz polagam velike upe tudi seveda na obstoječo kadrovsko strukturo mestne občine Ptuj, ker verjamem, da ljudje mogoče zdaj v teh funkcijah, ki jih upravljajo vsi, mogoče niso na optimalnem mestu. Ampak z rahlimi rošadami bi pa njim dejansko dali vlogo in mesto, v katerem bi pa lahko dali svoj potencial dejansko maksimalno izkoristili. Tako da dejansko vse imamo na razpolago, vekoliko še bo sodeloval mestni svet, smo zmagali. Hvala lepa. Andrej? Ja, listo. Ali imaš ekipo in Ja, listo Andreja Čuša sestavljajo ljudje različnih političnih nazorov, tudi družbenih, levo, desno, tu nam je vseeno, kar se pogovarjamo o državnem nivoju, nas ne zanima, važno nam je Ptuj in na prvo mesto smo vsi postavili Ptuj. Kar se tega tiče, sem že na svoji najavi kandidature za župana v septembru povedal, da imam tudi že kandidata za direktorja občinske uprave. To je gospod Metod Grah, ki mislim, da ga vsi dobro poznate, bil je tudi načelnik upravne enote Ptuj, tako da mislim, da ima dovolj referenc. Naloga župana je seveda, da usklajuje politične odločitve, naloga direktorja občinske uprave pa seveda, da skrbi za vse drugo. Prepričan sem seveda, da bomo tudi s tem izboljšali delovne pogoje na občini in seveda tudi prekinili z neko negativno kadrovsko selekcijo. Namreč mi ne napovedujemo zdaj odpuščanj, ampak potrudili se bomo, da bomo vsi stali drug drugemu v podporo in da bo vsak na tistem položaju, za katerega najbolj sposoben. Hvala lepa. Rajko? Enako vprašanje. Ja, jaz mislim, da se moramo kar prizemljiti. Torej, stvar je v tem, bomo videli, kakšno bo 18. sestava mestnega sveta. Takrat se bomo komaj začeli pogovarjati, iskati tiste skupne točke in iluzorno je pričakovati. Na teh volitvah bo predvsem povolilno dogajanje zelo zanimivo. Ne, to je vedno. Tisti, ki mi reče, da mestni svet, da bo funkcioniral z samimi neizkušenimi, politično neizkušenimi kadri, se je preškleto vštel. Igor, oprosti, rabili bojo
vsaj 1 leto ali pa več, da bojo spoznali vse zadeve in da bo lahko normalno zaštartali. Mi pa na Ptuju moramo štartati takoj. Jaz bom povedal leto 94, jaz sem aborigin med svetniki, če s tako izrazim. Takrat smo imeli srečo, ker smo prileteli sveži. Smo imeli srečo, da je bilo nekaj takšnih, ki so že v prejšnji skupščini delovali in so imeli izkušnje, da smo se lahko od njih učili in začeli graditi. Zato se pravi, mestni svet mora biti kombinacija, bom rekel, nekaterih že izkušenejših in pa seveda, hvala Bogu, z pomlajeno krvjo. Tako da zdaj govoriti vsi na novo, to ne gre. Kar se tiče kadrov, ja, mi smo se zastavili program, imamo, kdo bi lahko pokrival, vendar, mi bomo iskali kadre, ne vem, Igor, tudi pri tvoji listi, čeprav ne vem, malo me moti ime, Ptuj je naš, od koga? Od tistih 2000, ki so podpisali? Mislim, ne? Dobro, mimo grede. Iskal bom verjetno pri stranki, ki je Vnuška pokriva, pa ne vem, bomo iskali pri Gorazdu, pri Andreju in tako dalje. Se pravi, mi moramo najti ekipo, ne da se bomo politično zdaj tu kupčkali, ker če bo samo eden sestavljal ekipo, dvomim, da bo uspel Ptuj potegniti naprej, ker verjetno tak prekleto sposobnih, pa verjetno nihče nima vseh področij, da bi lahko pokrival. Zato bomo morali iskati konsens, kadre med vsemi nami in jaz upam, da bomo, tako kot smo zdaj recimo dokaj složni na soočenih tudi takrat in bomo popuščali drug drugemu, pa res predlagali najboljše ljudi. Kaj pa referendumsko odločenje oziroma posvetovanje? Jaz upam, tu se pridružujem Vnuški, upam, da bomo našli ta dogovor, da bomo prenesli odločanje tudi na nižje nivoje, torej med bom rekel, svete četrti in tako dalje, da se bo tam začelo graditi in da bo župan oziroma mestni svet na nek način samo link oziroma povezava do odločevalcev. Hvala lepa. Gorazd? Ja, kar se tiče ekipe, mislim, da je relativno utečena, normalna, pa bomo iskali tudi nove sveže kadre. Zdaj vidim, da se jih ponuja kar nekaj. Moram pa reči, da tudi v tem mandatu smo uvedli eno novost, namreč organizirali smo kar nekaj strokovnih komisij in pritegnili vrhunske strokovnjake, ki jih budžetom mestne občine Ptuj nikoli ne bi mogli angažirati. In ti ljudje so praktično 4 leta delali v ne vem koliko strokovnih komisijah in to zastonj. In takšno prakso, če nam bo le uspelo, bi predlagal tudi naprej, pa ne glede na to, kdo bo župan. Kaj še bilo drugo vprašanje? Kar se tiče javnosti. Jaz mislim, da vsi postopki že zdaj so peljani tako, da je vedno neka javna razgrnitev. Jaz sem bil sam prisoten na ničkoliko, ni bila glih javna tribuna, je pa bila javna predstavitev in moram vas razočarati. Ko je javna predstavitev, se odzove 2, 3 ali pa 4. Par dni nazaj smo imeli predstavitev zelenih sistemov, jaz sem pričakoval, Igor, tudi tvoje, šli smo celo v poročno dvorano, na koncu je bila udeležba taka, da bi lahko skoraj v pisarni od župana to upravili. In jaz sem bil seveda zelo razočaran. Ni bilo niti pravih vprašanj, niti pravih pobud. Dobili smo informacije, da imamo v mestu 366 dreves, od katerih je samo 6 zdravih. Jaz bi pričakoval vik in krik v vsakem časopisu, da bo nekaj pisalo, nič od tega se ni zgodilo. Zakaj? Ne vem. Torej, ja, javnost mora biti vključena, absolutno, tudi zdaj ima možnost, ampak takrat, ko je čas za to, in takrat se mora javnost tudi odzvati. Pa ne bi zdaj reči, ja, pa nismo informirani. Če danes človek ni informiran, je zato, ker informacij ne išče. Domov v dnevno sobo ne bo nišče nikomu prinesel informacije. Hvala. Hvala. Robert. Ptuj je svetoven, to je slogan, s katerim grem jaz pa moja ekipa na te volitve in s tem se je poistovetilo že kar nekaj ljudi, že po tistem, ko smo dali to idejo tudi v eter Ptuja. Kar se tiče ekipe na splošno, jaz sem imel ekipo že 15 let nazaj, pa še danes marsikdo sodeluje pri tem, kar počnemo v tem našem kontekstu svetovnega Ptuja. Mi smo takrat organizirali največji dogodek zadnjih desetletij na Ptuju, Evropsko žugljarsko konvencijo. To je še vedno dogodek z največjim kumulativnim učinkom na Ptuju v zadnjih desetletij. In to smo delali tako domačini kot z prijatelji pa sodelavci iz tujine. Danes imam to mrežo razvejano med evropskimi mesti, med evropskimi župani. Na Ptuju bo pa kdorkoli bo župan, dejansko že ima ekipo.
ker na mestni občini Ptuj je zaposlenih koliko? No, torej, tam je zaposleni že veliko ljudi, ki so zelo izkušeni in zavzeti za svoje delo, plus javni zavodi, plus ljudje, ki jih imamo mi na naši listi, ki imajo svoje izkušnje in ambicije. Kar se pa tiče tega sodelovanja javnosti, jaz sam izhajam iz civilne družbe in vem, kakšen problem je sodelovati z odločevalci. In zato je absolutno nujno in potrebno sodelovati s civilno družbo in vključevati. Jaz se celo poigravam za idejo, da bi enkrat letno povabil vse Ptujčane na en dogodek, na en forum, na en agora dogodek, ker če lahko pride recimo v Barceloni 90.000 ljudi gledati eno tekmo, potem se tudi nas lahko 24.000 zbere na enem dogodku in se pogovorimo. Moderatorsko je to izvedljivo. Hvala lepa.